V Slovenijo prihaja bivši gej Luka Di Tolve, ki bo predaval o metodah, kako ozdraviti homoseksualnost. Napovedano predavanje, ki bi po prvotnem načrtu moralo biti v prostorih šolskega centra Postojna, je dvignilo veliko prahu. V ljubljanskem klubu Open Cafe so predstavili svoje stališča do predavanja. Z pravnega vidika verjetno ni nekega razloga, da bi to predavanje morali odpovedati. Je pa verjetno vprašanje, ali bi se strinjali, če bi nekdo prišel v Slovenijo in recimo govoril, da so črnci tako ali drugače bolni in da jim je treba spremeniti njihovo barvo kože. Ali pa če bi nekdo trdil, da so ženske po naravi psihotične in neuravnovešene in zaradi tega morajo čez neke tabore, da postanejo normalni ljudje. Skratka, na to vprašanje je potrebno pogledati z nekega širšega vidika, kaj naša družba kot taka sprejema kot sprejemljivo, kje potegnemo mejo tega, da priznavamo človekove pravice posameznika in ne nazadnje, kje potegnemo mejo, da priznavamo človeku, da je to, kar je in da mu nihče seveda v tem smislu ne sodi pamet. Ja, mnenje stroke je glede zdravljenja homoseksualnosti enotno. To je psihiatrične stroke in sorodnih strok, psihološke, psihoterapevtske, da to ni bolezen in da je ne moramo zdraviti. In ne moramo aplicirati metode zdravljenja za to. Na spornost predavanja so opozorili tudi bivši dijaki šolskega centra Postojna. Vodstvu šole smo pojasnili, da razumemo, da imajo stalno prakso oddajanja svojih prostorov v različne namene in različnim najemnikom, vključno z verskimi skupnostmi. Pojasnili pa smo, da povod k našemu pozivu ni oddajanje prostorov, niti najemniki, moti pa nas skrajno neprimerna vsebina, ki je v tem primeru namerava najemnih prostorov podajati mladim. Šola kot laična izobraževalna inštitucija, ki simbolizira znanje in napredek, se nam res ne zdi primeren prostor za izvajanje predavanj, ki bi za poslušalstvo utegnila biti celo nevarna. Luka Di Tolve govori tudi o tem, kako ozdraviti okužbo z virusom HIV. Zdaj, okužbe s HIV-om ne moramo po čudežih zdraviti in ne more neka taka metoda, ki je usmerjena čist nekam drugam zdraviti to vrstnega obolenja. In kako zdaj vpliva? Jaz mislim, da se večina ljudi nasmehne ob tem in si misli, da je to neka lovska izjava. Če pa bi kdo resno vzel, pa seveda to slabo vpliva v tem smislu, da vpliva na neko tudi njegovo spolno potencialno vedenje in potem širjenje te okužbe naprej. Šolski center Postojna je najem prostora preklical. Kljub temu predavanje bo na za zdaj še neznani lokaciji. Ni potrebno zdraviti homoseksualnosti, potreben pa je zdraviti predsodke, neupravičene strahove pred neznanim, pred tem, kar ne čutim sam, pa drugi čutijo tukaj in odpirati dialog okrog tega, to je ključno.